Perfekcionizem je nekaj, česar v svojem življenju nisem zlahka prepoznala. Pa čeprav me pravzaprav spremlja že celo življenje. Karkoli sem naredila, nikoli ni bilo dovolj dobro. Čeprav so me ljudje iz okolice hvalili, sem jaz vedno lahko našla kakšno napako. In šele ko sem stopila na pot samostojne podjetnice, sem spoznala, kako me perfekcionizem pravzaprav ovira na moji poti, da upočasnjuje mojo rast. Ampak ne samo mojo. Na tečajih sem videla, da se s tem v bistvu srečujejo številne mlade ženske. Ne glede na to, da sem vedno iskreno pohvalila njihovo delo, so bile do sebe tako stroge in kritične. Zakaj smo takšne? Zakaj ne znamo sprejeti pohvale? O tem sem želela govoriti z nekom, ki razume delovanje človeške psihe, zato sem v goste povabila strokovnjaka, psihiatra in psihoterapeuta dr. Klemena Rebolja. V res zanimivem pogovoru so se pred nama razgrinjali številni vzroki, ki človeka privedejo v tako vedenje. V vedenje, ki se pravzaprav lahko konča z izgorelostjo. To je podcast Odkrito z Nives. Vabljeni k poslušanju. Klemen, živijo. Najprej bi ti rada povedala, da mi je v čast, da na začetku neke nove poti, ki se mi šele razkriva, si v bistvu ob meni nekdo, ki me pozna pravzaprav še iz časa, ko sem nosila plenice. Res je. Ti veš, da je to skoraj pol stoletja. Čas teče. Čas teče. Torej, kako jaz tebe vidim? Se mi zdi, da ti v resnici verjetno nisem še nikoli povedala. Pa si bom zdaj vzela to priložnost, pa bom povedala, da se mi zdi tako izjemno, da kot nek zelo cenjen strokovnjak, psihiater, si zelo kmalu začel raziskovati to povezavo telesa pa duha, kar se mi zdi, da je nekaj, kar klasična psihiatrična doktrina ne dela. Vsaj take so moje izkušnje. In noro mi je v bistvu, kako dobro združuješ to svojo res človeško širino, globino in svoje strokovno znanje. In te ful veselim, da bo to tvoje raziskovalno delo oziroma ta projekt, na katerem delate že toliko časa, kmalu ugledal luč sveta, da bo to, kar delate, pomagalo lahko še večjim ljudem, ki so v takšnih ali pa drugačnih stiskah v življenju. Ja. Pa še eno stvar. A veš, si eden redkih, s komer imam lahko res take globoke pogovore v življenju. In to tako ful različna področja. Od najbolj očitne osebne rasti, duhovnosti, ezoterike, meditacije, astrologije. Po drugi strani pa o ljubezni do morja, do dobrega vinčka, do dobre hrane. Tle smo močni. Tle smo močni, ne? Mislim, ponavadi nama res ne zmanjka tem. Ja, res je. Tako da, dr. Klemen Rebolj, ne vem, če sem te že kdaj v življenju tako naslovila. Tudi zdaj meni treba. Dobrodošel v prvi oddaji podcasta Odkrito z Nives. Hvala lepa za povabilo. Tudi meni je pravzaprav velika čast, da sem lahko tlele s tabo in da sem tvoj prvi gost. Hvala, ker si se odzval. Ja, itak. Moram priznati, da imam se zavedam te pomembnosti tega trenutka. In sem razmišljal, kako se moram pripraviti na to današnjo srečanje. Okay. Sem razmišljal, ne imam tremo ali moram imeti nek tekst, ki ga bom predvajal, ampak sem rekel, ne, zaupam temu najnemu flowu, ki se vedno zgodi, sicer običajno ob kakšnih peninah in tako, ampak danes greva za naju in za vse, ki bojo ta podcast gledali in evo, štartava z
v nekaj novega. Startava v nekaj novega, res. Tema, o kateri se bova pogovarjala, verjamem, da ti je zelo znana, ne? O perfekcionizmu. In ker se mi zdi, da perfekcionizem še najlažje prepoznam ravno na delovnem področju oziroma v svojem poklicu, ker se zelo pogosto z njem srečujem, sem želela začeti temo iz tega področja. Verjamem pa, da se perfekcionizem lahko kaže povsod, ne? Pa če dam par primerov, recimo lepotna industrija, v kateri delujem, tečaji, ki jih vodim, tečajnice pridejo, prvič se srečujejo z neko novo storitvijo, z nekim novim delom in ni dovolj pohvala 2, 3, ne? Pa resno mislim, ko pohvalim, dvomi v to, kar je slišala in ker ni zadovoljna s svojim delom. Po drugi strani, tudi moj telefon še v času, ko sem delala kot aktivna lash stilistka, je bil poln fotografij čudovitih trepalnic. Ampak nobena slika ni bila pa dovolj dobra za objavo. Pa ne gre za način fotografiranja, ampak samo za kvaliteto dela, v katero pač tako zelo dvomiš in si res tak hud samokritik. In v bistvu se mi zdi, da perfekcionizem pravzaprav sploh ni, da si ti najboljša verzija sebe. In me zanima, kako perfekcionizem sploh vaša stroka definira, pa kaj je tisto, kar je še zdravo, se pravi, da jaz stremim k neki odličnosti. Kaj pa je perfekcionizem? Kaj pa je čez? Kaj pa je čez, ja. Zdaj, jaz mislim, da se stroka kot psihiatrija večinoma z perfekcionizmom ne ukvarja zelo. Ker je to pač ena od pojavnih oblik, en simptom, neka, jaz bi rekel, posledica nekih vzorcev, ki jih je človek navlekel nase, ne kriv, ne dolžen v najbolj nežnih letih. In zdaj, kako se perfekcionizem kaže pač v visokih normah, ki jih mora človek doseči, za katere misle, da je samo to dovolj dobro. In letvico si postavlja praviloma zelo visok, ki jo težko doseže. In to je nekaj, kar pravzaprav ni domena katerekoli stroke, v kateri je, ampak je to bolj osebna značilnost poteza. To se pravi, tlele bi mogoče tako povabil k temu, da se loči to, kar je strokovnega in to, kar je osebnega. In da perfekcionizem običajno kot motnja, kot patologija, kot nekaj, kar je moteče ali pa zavirajoče za ljudi, bolj da paše v ta osebnostni del, kakor pa v profesionalni. To se pravi, saj se kaže, seveda na vseh lahko kontekstih življenja, tudi v profesionalnem, ampak v bistvu iz tega osebnega občutka nedovoljšnosti, nezadostnosti, kakorkoli naredim, ni dovolj dobro, in s tem seveda jaz nisem dovolj dober, dovolj pomemben, nisem dovolj. In zato preko del, s katerimi se ukvarjam, želim s perfekcionizmom, ki me na nek način žene, doseči ta občutek, da vendarle to, kar globoko v sebi nosim, mislim, da jaz nisem dovolj, da v bistvu prepričam samega sebe in predvsem svet okrog mene. Zdaj, kako pride do perfekcionizma, glede na to, kako sem ga zapeljal predstaviti, mislim, da je jasno, da je to zgodba, domena najbolj nežnih let, ko so ljudje praviloma tretirani ali pa vzgajani, da ne rečem dresirani, z nekimi z vzgojo, kjer jim je jasno predočeno, da to, kar so naredili, ni dovolj. Ni dovolj dobro, v smislu, ne vem, tlele kopalnico pomij, ampak tole pa ni. Zdaj grej na inštrument, tlele si se pa zmotil, tole pa ni v redu. Torej, izpostavljamo nepravilnosti. Se izpostavljajo manki in tako, otrok se začne poistovetljati s temi manki in se zaseje ta občutek, da je
on pravzaprav nekaj, kar ni popolnega, nekaj, kar ni dovolj dobrega. In s tem se poistovetlja in to je tisto, s čimer se potem identificira, najprej zavestno, potem pa vedno bolj nezavedno. Seveda so te identifikacije neprijetne. To, da jaz nisem dovolj, to, da ne sem dosti dober kopalec, pomeni, da nisem dosti dober zaigral, da nisem uresničil pričakovanj sveta, je seveda frustrirajoče za otroka. Se napenja, poskuša zadovoljiti, uresničiti želje in pričakovanje sveta, vendar nek kritičen starš vedno znova potegne in pokaže na stvari, ki niso. Kar pomeni, da na nek način, kljub temu, da se jaz še tako trudim, še tako prizadevam, dajem vse od sebe, ni dovolj. In na nek način se potem spočne v neki predstavi o samem sebi občutek, da pač jaz v svojem bistvu nisem dovolj. Nisem dovolj ali nisem dovolj dober? Nisem dovolj dober, nisem dovolj. Verjetno je, karkoli bi rekel, je pač možno, po mojem, ampak to so neke zoprne vsebine na občutkovni ravni, ki jih človek pač noče se zavedati. In ker se jih noče zavedati, jih pač odriva, potisne, pozabi, da jih je pozabil in jih kakor da ni. Ampak vendarle so in globoko v njegovem trebuščku, globoko v njegovem bistvu, to se potem porodi in se prebuja takrat, ko so kakšni konteksti, konkretne situacije, kjer se mora pokazati, dokazati. In takrat pride tako neka potreba, da se res napne, da da vse od sebe in še vedno ima ta občutek, da ni dovolj. In tlele se mi zdi, da se pol srečaš ti s puncami, kjer jih pohvališ, kjer je realno zelo dober, nadpovprečno, ampak seveda ni fora ta slika, ni to, kar dejansko objektivno je, ampak ta moj občutek v meni, ki ves čas govori, nisi. Torej, v bistvu perfekcionizem neka naša obramba iz strahu pred kritiko, pred sramom, v smislu nisem dovolj dobra. Ja. Se pravi, človek, ki je perfekcionist, pravzaprav nosi masko. To sploh ni on. Če se mora ves čas dokazovati navzven, da ne občuti pač teh neprijetnih občutkov ali pa... Ja. Zdaj, jaz mislim, da je to v večini primerov zelo nezaveden proces, nezavedno početje. Težko bi rekel, da zdaj nosi masko tako, jaz v bistvu se tako počutim in vem, da se tako počutim, ampak glumim pa drugače. Ne v tem smislu, ampak v smislu, da pa je vsaka izpostavitev pravzaprav en izziv, kjer se moram dokazati, to pač. Da ni zdaj to neka priložnost, neka možnost, da se bomo fajn imeli, da se bomo razvijali, da bomo nekaj novega se naučili, ampak ne, to je zdaj v bistvu še eno bojno polje, kjer se moram dokazati, kjer moram zmagati in to pravzaprav je zame nek problem, neka frka, nek izziv, ki bi se ga sicer najraje izognil, ampak ne moram iti, se bomo napeli in dali vse od sebe. In seveda, ko je tak attitude, to je in energetsko potratno početje, po drugi strani pa seveda življenje ni fun, ampak je pač en mater. In v tem je škoda tega. Zdaj, naslednja drastična posledica te strukture ali pa tega početja, tega načina, je pa v današnjem času zelo velik iz perfekcionizma tudi v izgorelost. Izgorelost je... To je račun, ki pride. To je pravzaprav račun položenca, ki jo na nek način manifestira telo ob takšnem načinu, takšnem početju, takšnem načinu življenja, takšnem pritiskanju nase, da v bistvu v vsaki situaciji, kjer je nek izziv, da sebi in svetu dokažem, da to, kar je globoko v meni, me drži. Torej, nekje sem prebrala, da
se perfekcionizem najbolj kaže na tistih področjih, kjer se počutiš najbolj ranljivega, v smislu, nisem dovolj. Ne? In zdaj sem pomislila, okay, če se ti počutiš na enem področju svojega življenja, recimo, je to sploh možno, da rečem, okay, zdaj sem perfekcionist, prej si rekel pri delu, pač itak, da ne, da se pravi, ampak pa si pa ženske nakopljamo, še moram biti perfekt mama, moram biti perfekt žena, pa gospodinja, vse moram imeti pod kontrolo. Pa perfekt moram zgledati. Hvala lepa, to sem pozabila. Pa še dobro moram zgledati, seveda, biti uspešna v poslu. A se ti zdi, da so mogoče, če greva gledati ženske, moški, so ženske bolj nagnjene k temu, kot moški ali... Ne bi rekel. Ne. Jaz mislim, da je predvsem tako, to izvorišče, ki sem ga prej probal predstaviti, slikati, kaj botruje oziroma kaj generira ta način perfekcionizma. Velikokrat ali pa v vseh literaturah in psihoterapevtskih modalitetah je na nek način ta zgodna izkušnja otroka, kako se starši oziroma skrbniki do njega obnašajo. Koga ga hvalijo, kako ga kritizirajo in s tem, kako se formira njegova predstava o svetu in o samem sebi. Zdaj, za vse te, če lahko tako rečem, psihopatologije, rečejo strokovnjaki, malo je zaradi genetike, malo je izvorno, kakšno je bilo otroštvo in potem kakšne so aktualni dogodki in vse to vpliva na pojavnost kakršnihkoli motenj. Tlele, za perfekcionizem bi rekel ne. Mislim, da je kar dost enakovredno porazdeljen in med ženske in med moške, ker so pač starši takšni, kakršni so, in težko bi rekel, da so do punčk bolj zahtevni, kakor do fantkov, in da so zato potem punčke bolj izpostavljene ali pa da imajo večjo verjetnost, da bojo razvile perfekcionistično osebnostno strukturo ali ne. Seveda je pa res, da imamo pol v nadaljevanju življenja tudi neke kulturološke pričakovanja. Tlele pa je mogoče, da se na ženske bolj pritiska, večji pritisk vrši v smislu, dobra mama, lepa, uspešna, ne vem, ne. Pač, dobra prijateljica sem prej pozabila povedati. Dobra prijateljica, tudi to, da. Ampak mislim, da je pri fantih kaj pa bi pri moškem recimo podobno. Lahko izpostavil, da se kaže kot vzorc? Da mora biti močan, da mora biti provider, da mora biti dober v službi, da mora imeti dosti denarja, da mora biti močan. V vseh možnih smislih. Mislim, da je to neka zgodba naše kulture, kar se tiče moškega sveta. Vendar tlele vemo, da se te meje med moškim in ženskim svetom precej brišajo in da so danes tudi moški morajo biti lepi in da morajo tudi moški biti dobri prijatelji in da so ženske uspešne v svojem poslu in da imajo ženske veliko denarja in da so ženske providerke. Ne nazadnje tudi velike teh ne več nuklearnih družin, kjer je moški, ženska in otroci, ampak sama ženska z otrokom, sam moški z otrokom in pač vse tiste klišeji, ki so veljali mogoče še 20-30 let nazaj, se mi zdi, da se danes na nek način vse podira in nič ne drži in da smo tudi v tem smislu precej zmedeni. In da ne vemo zdaj čisto dobro, kaj zares jaz moram biti, kakšen zares moram biti, da bom zares ustrezal normam, pričakovanjem sveta. In seveda je problem zaradi tega, ker človek v naši kulturi, recimo, kako živi, ga dajo v vrtec, najprej že doma se nauči in spozna, da če prepozna in zadovoljuje mamina pričakovanja, da je kar dobro odnesel. Zaradi tega, ker če je mama zdrava in srečna z njim, kako se obnaša, potem je to tudi zanj dobro. Cool. In se nauči, zadovoljuje mamico in je vse v redu. Potem pride v šolo in se isto zgodbo naredi z tovarišico oziroma z učiteljico.
Če je učiteljica, če se tako obnašam, če tako ravnam, da je učiteljica zadovoljna, potem je to zame dober. Potem je v srednji šoli isto in na faksu isto. Če izpolnjujem želje, potem in v službi, če je šef zadovoljen, je z vama dober. Se pravi, da je ves effort usmerjen v to, da zadovoljujem pričakovanja sveta. Ker pomeni, da je človek relativno malo zares pri sebi. Malo je tega fočkanja navznoter, kaj je zame, kako je po moje, kaj me usrečuje, kaj me pomirja, ampak bolj ta urge, da bom jaz zadovoljil to vse okrog sebe in potem sem rešen. In zdaj se pojavi problem, ker tak človek seveda zelo dobro zaznava pričakovanja sveta, dobro bere, koliko česa kdaj komu, in više zajeb negodar ima tudi kapaciteto, da prihaja naproti in izpolnjuje želje in pričakovanja, kar pomeni, da se potem ves čas je usmerjen navzven. Ves čas izplavlja energijo, ves effort je usmerjen za to, da so drugi zadovoljni, veseli in srečni. In če so, je to seveda kratkotrajna, kratkoročna zmaga, vendar na dolgi rok se ta groza osebna pravzaprav poglablja, ker vedno bolj živim in samo živim navzven za druge, relativno malo me je pa pri sebi zase. In nimam pojma, kaj je po moje, nimam pojma, kaj je zame in imam težave. Kar pomeni, da se pa samo srečam s seboj, takrat, kadar mi kaj ni. Takrat, kadar se prebudijo ti občutki, ki so bili navlečeni v najbolj nežnih letih, takrat, ko so z menoj ravnali, ko sem bil povsem neboglen, nemočen in so se z menoj obnašali, kakor so se obnašali. In takrat sem potegnil vsej tej svoji nemoči v vse občutke, predstave, premise, da jaz sem odgovoren za počutje drugih, da moram izpolnjevati pričakovanja drugih, da sem kriv, če jih ne, da sicer nisem dovolj dober, nisem dovolj vreden, pomemben, da sem nemočen pravzaprav, kako bojo zdaj z mano ravnali in tako naprej. Tako da se ti občutki potem porodijo v takih situacijah in me pravzaprav usmerjajo, da me pravzaprav na nek način ženejo, da se še naprej obnašam na ta način, da zadovoljujem svet. Pa bi rekel, prej si dve vprašanje imam zdaj iz tega, kar si povedal. Prvo vprašanje, izpostavil si, če zadovoljim mamo, se pravi, ona srečna, jaz sem ok. Prvi predstavnik sveta, recimo. Ok. Oče potem pride kasneje. Mislim, da v takih družinah vemo, da imamo super očke, ki so že takoj zelo vključeni in mama sem rekel, se pravi, in mama in očeta, pač te ljudi, ki so mu najbližje, ki prvi vzpostavljajo stik z njimi in ki so prvi predstavniki sveta. In potem, kar slišim, pač perfekcionist absolutno ne more biti srečen in zadovoljen v življenju, ker je praktično nemogoče, da te enkrat ne zmanjka. Ker enkrat te zmanjka, če govoriva o tem, da je pač vedno manj tebe, vedno bolj si slika tega, kar misliš, da drugi pričakujejo od tebe. A tukaj potem nastopi burnout? Oziroma... Ja, absolutno gre iz tega ven. Se pravi, nimam občutka, kako je z menoj, nisem navajen, da bi se fočkal pri sebi, kako se počutim, kje so kazalci moje energije. Ampak se samo ženem in izpolnjujem program, ki je v meni, da zadovoljujem druge. Mislim, da na odgovor na to bi mogla definirati pojem sreče. Ali tak človek ne more biti srečen. Morda je srečen, in da je sreča lahko za otroka že to, da izpolni mamino pričakovanje in vidi mamin nasmeh. O odraslem človeku. V odraslem človeku je lahko to, da ga šef potreplja po rami. Mislim, je samo drugačna verzija istega. To, ali mamin nasmeh, ali da ti da šef višjo plačo, je isti level. Mislim, gre za iste občutkovne vsebine, odnosa do samega sebe. Sem dobil potrditev od odzunaj. Problem je, ker je ne iščem in ne generiram znotraj sebe. To je glavni problem.
Tako da v kratkoročnem smislu težko bi rekel, da smo taki ljudje zares lahko srečni, mogoče nismo nesrečni. A ne, ko zadovoljim pričakovanje sveta, nisem nesrečen, zaradi tega, ker sem, mogoče sem, jaz bi rekel, na nuli. Ampak je problem takih ljudi, a ne, da že štarta v bistvu vsako situacijo z minusom. Greva zdaj v neki izziv in, o moj bog, nisem dovolj. In jaz se bom mogel hudo napet, da bom zadovoljil tvoja pričakovanja, da bom takšen, kakoršnega si me hotela, recimo na današnjem tem intervjuju. Moj perfekcionizem rekel, o moj bog, kako se moram zdaj prepraviti, o moj bog, kaj bom govoril, o moj bog, kako bom izpadel, kako bo to videti, in je na nek način štartna pozicija v minusu. In ne šele potem, ko boš rekla, Klemo, ful je bilo v redu, bom prišel na nulo. Lahko pa bi, to je verzija perfekcionista. Okay. Medtem ko nekoga, ki je zbraten s seboj, nekoga, ki domuje v svojem dobrem občutku, v tem, da je vreden, da je pomemben, da ima svojo vrednost, pa itakle, jaz pridem, bomo se usedali, štartamo na nuli in potem gremo sam še gor. In je zadovoljstvo iz tega izziva in veselje, da je nov izziv, to je drugačen način življenja, drugačen način odnosa do sebe in sveta. Ker za perfekcionista je svet na nek način nevaren. Ker ga nevaren v tem smislu, če ne bo dal vse od sebe, če svet ne bo zadovoljen, sem v težavah, me lahko popolnoma pobije. V kakšnem kontekstu, zdaj, jaz sem pomislila samo pač na strah pred kritiko, na sram, da se bojo norčevali z mene. Ja. V tem kontekstu. V tem kontekstu in seveda, ko dobim kritiko in ko me je sram, to pomeni, da pač je moja vrednost, moja pomembnost pač globoko na dnu. Zdaj, ko sva se dotaknila sramu, veš, nikoli mi ni bilo jasno, zakaj se nekdo sramuje nečesa, za kar ni on odgovoren. Recimo, konkretno, smrt moje mame je bila izjemen tabu med mojimi sošolci. To je bil 3., 4. razred osnovne šole. Okay. In mene je bilo sram zaradi tega, ker se je govoril, kaj je bilo z mojo mamo. Druga stvar, ki se jo spomnim, alkoholizem. Ne? Te je sram, kako se recimo, ne vem, tvoj oče obnaša, pa so ga drugi videli. Ja. Se pravi, stvari, na katere ti dejansko nimaš vpliva, pa čutiš sram. Zakaj? A je to povezan, se pravi, ali sva že bi šla lahko že čist drugo oddajo delati samo v sramu? Ne. Malo počakva. Deva najprej to speljati. Tlele pri sramu, mislim, to so neki pojmi, ki so občutkovno seveda zelo kompleksni, ampak kar se sramu tiče, bi zraven pripeljal krivdo. Ja. Da sta sram pa krivda tako brat pa sestra, ki pogosto hodita z roko v roki, in mogoče bi se lažje do sramu pripeljala preko krivde, da najprej spoznava krivdo, pa potem, da vidva, koliko je te podobnosti s sramom, če smem. Namreč, kdaj je človek kriv? Iz klinične prakse lahko zaključujem, da nikoli ne moreš odraslega človeka, ki nima tega občutka krivde v sebi, pa mimogrede tega ni, mu ne moreš nabiti krivde. Ampak da je krivda nekaj, kar je dota najbolj nežnih let. In ki jo človek navleče nase pravzaprav v prvih letih življenja. In sicer, ko naredi stvari, ko ga dajo njegova mama, njegovi starši, njegovi skrbniki na off. To se pravi, ko se mama muli. Ko je užaljena, užaliti se tako zelo, da ne morem govoriti s teboj.
ali pa da otroka pošlje v kot, ali pa da ga pošlje v svojo sobo, naj premisli, kaj je naredil. To so vse neki manevri, kjer je v bistvu otrok izločen. To je arhetipsko izgon iz plemena. To je smrtna obsodba. In to je tako grozen občutek, da ga otrok noče nikoli več imeti. In bo naredil vse za to, da tega občutka ne bo več dobil. To je zgodba o krivdi. In seveda je to zelo intenziven občutek, ki je kot nalašč za manipulirati z njim. Namreč, kdor ima občutek krivde, tako jaz rečem, mu iz trebuščka ven taka dolga prekla štrli, ki piše na njej krivda, in ko jaz primem za to preklo, ga lahko šoferam, manevriram in manipuliram, kakor ga hočem. Zaradi tega, ker človek noče imeti občutka krivde, ker noče biti zavrnjen, izgnan. Največji strah vseh sesalcev, sesalskih mladičev, je strah pred zapuščenostjo. Zaradi tega, ker če se sesalskega mladička zapusti, bo crknil. Ker ni sposoben, ker je odvisen. Dejansko je odvisen od te nege roditelja. In tako se mi zdi, da zdaj, to se pravi, krivda je kompleksno občutenje, kjer otrok poveže v tem smislu, zdaj sem nekaj naredil in zaradi tega sem bil kaznovan in sem bil zapuščen in sem bil nastranjan. Sem bil izločen. In tle sram se mi zdi pa, da je, se pravi, to je krivda. Nekaj sem tako ga pobiksal, da sem bil kaznovan in zdaj nočem ga več tako biksati, da bom tako kaznovan. In da bom zdaj ostal sam. Ok, siguren, da ne? Cool. Ja. Je logično in bister otrok to hitro poveže, in zato bere, kako mora zdaj se obnašati, da ne bo kaznovan. In spet, izpolnjujem želje, pričakovanje sveta, Nisem dovolj, ne? Da. Zdaj za sram pa se mi zdi, da niti ni toliko vezano na samo dejanje, ampak na samo občutek, jaz tak sem. To sem jaz. Se pravi, moja mama je tako umrla. Moj foter tako pije. To se pravi, jaz se poistovetim s tem. Jaz sem v tem celotnem kompletu. Jaz pa moja mama itak, moja mama, to sem jaz mal. Mislim, precej. In jaz sem iz te družine. To, da moj foter pije, jaz sem iz te družine, jaz sem tak. In sošolci govorijo, a veš, od njega foter pije, a veš, on je tist. Katerega foter je znan čužak, v jarku ležal, pa so ga mogli, Jaz se poistovetljam s tem in rečem, to sem jaz. Jaz sem ta otrok te mame, jaz sem ta otrok tega očeta. Meni je to tako čisto nedojemljivo. In se pravi, zdaj, jaz sem že tako, s tem sem jaz fail. In mene je sram. Sram, da sem tak fail, da me bojo zaradi tega spet zapustili. Da me bodo drugače obravnavali. Zaradi tega, ker drugačne obravnave, kakor do drugih sošolcev, to so samo variacije na isto temo. Variacijo na temo zapuščanja. Ker me drugače gledajo, ker a veš, me ne sprejmejo v to skupino, kjer so oni, ki so najbolj cool. Ja. Tako da mislim, da sram, krivda, da se zelo tako prepletata in da je to nekaj, kar s čimer se nočem ukvarjati zares, od česar bežim, s čimer se ne bi srečeval res nočem imeti opravka s tem, ker je zoprn občutek. Človek, ki to doživlja, ne? Človek, ki to doživlja, da. In nočem biti s tem in delam vse, da grem čim dlje od tega.
Zato je, zato je pač problem, ker teh stvari na občutkovni ravni pri sebi ne poznam dobro in s tem ne znam dobro ravnati. V bistvu edino, kar sem se naučil, je, da čim prej spokam in zbežim stran. Pa čeprav v tablete, čeprav v alkohol, v zadevanje 5 jointov na dan, v ločitev. Kako? V ločitev. Lahko v ločitev, lahko v delo, lahko pobegneš iz partnerskega odnosa, recimo, no to sem mislil. Tudi lahko. Pobegnem iz partnerskega odnosa, ker doživljam veliko teh občutkov, recimo. Tako, absolutno. Ja. Da. Ampak to pomeni, ne, da zares nič nisem naredil. Samo bežim, v bistvu ponavljam ta infantilni otroško paradigmo, kako se srečujem s tem, da zbežim. To je na nek način otroški modus preživetja, ki pa je pri 30, 40, 50, 60, 70 pač napačen. Ker bi lahko drugače, ker je realnost, resničnost povsem drugačna, kakor takrat, ko sem bil res nemočen in povsem odvisen. Vmes sem pomislila še na eno stvar, vezano na sram. Veš, ko dobiš darilo ali pa kompliment, v obeh primerih je lahko prisoten malo ti je neroden, malo ti je neugoden. Ampak darila ne boš zavrnil, ne? Ja. Medtem ko kompliment pa dostikrat zavrneš. Ja. Rečeš, kad ti nekdo reče, tole pa ful dobro, ali pa ful dobro zgledaš, ali pa nekaj je dobro, nekaj si dobro naredil. Ne, to je tako, to se mi malo sral, to pač tako. A veš, zakaj pa v obeh primerih je to zame darilo. Eno je fizično darilo, eno je druge sorte darilo. Drži. Ampak unga pač se mi zdi nespodobno vrniti, oprosti, jaz si pa tele knjige ne zaslužim in jo bom vrnila. Okay. Kompliment pa z lahkoto znegiraš. Ja. Zdaj, darila, komplimenti, verjetno je stvar tudi navade, koliko sem jaz navajen sprejemati daril in komplimentov, spet od mojih najbolj nežnih let, koliko so me hvalili, koliko so bili navdušeni nad menoj, koliko je to pravzaprav v moji naturi, koliko sem jaz tega res navajen. In nekdo, ki je tega vajen, ki ima polno rit pohval in tako naprej, se s tem lepo zna nositi, to verjetno ni problem. Ja, ok, poznamo to, kar dajte še. Nekdo, ki tega ni navajen, je pravzaprav na nek način pod stresom, ker je ta situacija zanj nova. In tako kot vse nove situacije, s katerimi pravzaprav ne vem čisto dobro, kaj naj zdaj s tem delam. A ti moram kompliment vrniti? A moram zdaj pokazati navdušenje, a moram zdaj z ušesi ploskati, a moram zdaj, kako naj zdaj se obnašam? Imam težavo sam pri sebi. Se pravi, ti samo mi daš pohvalo in prižgeš na trigger nekaj novega, moj bog, kaj pa zdaj? Torej spet se moram dokazati. Spet se moram prav odreagirati. Ker kaj, če respons ne bo to prav? Kaj si bom mislila? Kako bom spet slabo izpadel? Nehvaležna je. Ne. Recimo. Tako da, ja, sicer pa mi je blizu ta metafora, recimo, da z darilo ne dobim knjige, ampak recimo eno košaro sadja in ker jo ne sprejmem, pač jo pustim pred vrati in pred vrati zgnije to. In me ne nahrani tako, kot bi me lahko, če bi to košaro sadja vzel in vsak dan lepo použil in se hranil s tem. Se pravi, vsaka pohvala, vsako darilo je lahko hranljivo, me lahko krepi, me lahko osrečuje, izboljšuje, ali pač, in je to priložnost in možnost, ali pa je nekaj, kar je bila priložnost, pa ji nisem izkoristil. Tako, ko smo ljudje drug drugemu, se res lahko hranimo in si lahko veliko dajemo, ampak zdaj, kako s tem ravnamo, kakor kdo.
In zato nekoga lahko odnosi polnijo, koga pa ne. In s kakšnimi ljudmi je tega več, ker je pomembno tudi, kako dam pohvalo. Kdaj dam pohvalo? Naprimer? Ja, pač, da je dober moment, da so ta vrata za pohvalo odprta. Pri veliko ljudi ima težave s sprejemanjem komplimentov. In ja, lahko je pa tako, ne vem, včasih sem veliko predaval in ja, so bili ljudje recimo navdušeni nad predavanjem in sem dobil velik aplavz in sem rekel, ne, lej, sej v redu, sej dober, v smislu, Glih včeraj sem bil gost pri teh ljudeh, ki delajo na telefonu, Samarijan, teh ljudi, ki sprejemajo klice kot pri prostovoljcih, in so imeli eno lepo srečanje, 2 ure trajali, in so bili res tako navdušeni in so dali velik aplavz in sem rekel, naj to sprejmem, to energijo, to. Ja, okej, to je njihova zahvala za to, ker sem se razmetaval 2 ure. Fajn. Dober point. Ja, mislim, da je pomembno, tako tudi, ko smo ljudje drug z drugim, in poznamo drug drugega, da se res vzpostavi nek kontekst, da potem lahko dam darilo. Da se vedno, ker darilo, to je velika stvar, je nekaj zelo osebnega in naj bo to postavljen okvir, znotraj katerega se potem lahko da darilo. Zaradi tega, ker pač isto darilo, isto vsebino, iste besede lahko rečem, ampak odzvanjajo lahko zelo drugače. Zaradi konteksta, zaradi vsega okvira, v katerem sem dal. In je to časovni okvir, in je to neki vsebinski okvir, a to rečem na samem, a to rečem pred vsemi, a to rečem, tako, velika je razlika. Tako da je tudi to vredno razmisleka, kdaj, kako, komu, koliko česa, na kakšen način, da bo res seme padlo na tla, kjer lahko potem nekaj zraste in je nekaj iz tega. Zanimivo, nikoli še nisem razmišljala o tem, da bi bil pač nek timing oziroma okoliščine takšne, ki bi lahko vplivali na to, kako v danem momentu neko darilo oziroma pohvalo sprejmem. Ja. Mi je pa zanimivo to, da recimo zelo lahko se da natrenirati, ker veš, da pač to ni okej, da zavrneš pohvalo, ni okej, pač si rečeš, okej, pač sem nekaj naredil, bom začel trenirati in rečeš, ja, ful hvala. In zadržiš tu misel zase, saj zares nisem tako dobro naredil, Se pravi, na nek način se treniraš, svoj če temu tako rečem. Okay. Ampak zdaj, to se mi zdi vsem dosti površinsko in zelo lahko to narediš, In dejansko bi lahko o tem, kar sva se prej pogovarjala, se pravi perfekcionizmu in vseh ostalih občutkih, ki pridejo zraven, isto počel, Se pravi, greš z glavo, če tem tako rečem, v to. Ja. Ampak, a veš, zdaj tako en kup je nekih motivatorjev, ki jih lahko spremljaš, so svetovno znani, uspešni, milijone sledilcev imajo, Okay. A je to sploh možno, da ti s tem, ko dejansko, veš, dan za dnem fake it till you make it, rečem, a se res lahko toliko globoko, kot sva prejšla, ta zadeva spremeni brez resnega dela na sebi? Delo na sebi, kaj je to? V smislu, a veš, da greš na psihoterapijo, recimo. Da začneš delati na sebi, da se odpreš temu, da ozavestiš in da greš zavestno skozi te stvari. Ne, da greš z glavo, kot rečem, ok, ne bom več zavračala komplimentov. Ja. A lahko tudi na drugih področjih, če sva odprla prej perfekcionizem, pridem kam s tem, Zdaj, meni se zdi nek tak univerzalen princip, ki velja za vse težave, s katerimi se soočam. Namreč, da jih prvič prepoznam. Da se jih zavem, torej.
super je, če jih drugič tudi razumem. Zakaj, odkot, kako in tako naprej. In potem se mi zdi tretja premisa zelo pomembna, in sicer, da to sprejmem. To je najtežji, ne? To je daleč najtežji moment, največja stopnica, ki jo moram stopiti na. In šele potem, ko to sprejmem, karkoli že, potem to lahko začnem spreminjati. To se pravi, da je proces zelo zavesten. Da se zavem tega, da sem se usedel na ta kavč z mislijo, o moj bog, a bo dovolj dobro. Da se tega zavem. In da ko se zavem, da to razumem, ja, lej, izhajaš iz družine, kjer je bila taka in taka vzgoja in so pokazali na to, kaj ni, in te je strah, da zdaj spet ni. Da to razumem. In da zdaj to sprejmem. Ok, to je zgodba tega trenutka, ne? In tlele se mi zdi, da zdaj od tlele naprej lahko grem. Meni se zdi važno, da sprejmem te svoje otroške strahove, to svoje otroške načine in da zanje poskrbim, da se jim posvetim, da jih zaščitim, da jim stopim v bran, tako kot jim nihče nikoli ni. Tako, kakor so vedno potrebovali, pa ni bilo ta pravga. Nikjer nikogar. Ata pa mama sta zamudila, partner ni za to mišljen, otroci tudi ne, prijatelji tudi ne. To je moja osebna domena. To moram jaz urediti sam. Se pravi, ko to prepoznam, razumem, sprejmem, da te reči umirim v sebi. To je seveda zdaj, ne bom zdaj razkladal, kako se to dela, so seveda načini in to delamo na psihoterapiji. In potem seveda, ko to umirim, potem lahko grem zdaj v svojo odraslo pozicijo in iz svoje odrasle pozicije z vsemi kapacitetami, ki jih imam, lahko zdaj speljem stvari. To se pravi, samo fake it. Tle pa je torej mind, ne? Kako? Mislim, tle pa je zavest in mind. Tle pa je zavest, mind, ne? vendar sem prej poskrbel za te svoje male dele, ki sicer trepetajo in utripajo, ne da bi vedel in ne da bi hotel. In se na nek način porajajo iz nekih občutkovnih pol, o katerih nimam pojma in nočem vedeti zanje. To se pravi, zdaj, a ne tako, za vsako tako stvar gre na nek način, na dosti podoben način se ji posvetim temu. Da prepoznam, se zavedam tega, da razumem to, da sprejmem to, umirim, poskrbim za in potem lahko, ok, zdaj pa ja, zdaj smo pa samo v odrasli poziciji, zdaj pa tle smo pa na lov, da nekaj streljati, pa bo šlo. Pa šlo. Da. Ok, torej... A sem odgovoril? Mislim, da sem dobila odgovor, ja. Mislim, zdaj, a ne, tako, se pa težko bi strinjal, a ne, da je zdaj samo delaj se kakor da je, ne, fake it, till make it, ne, ker sem na nek način, kakor podgana na elektriki, a ne, vedno znova se sicer pušam v neko situacijo, vendar doživljam vedno znova iste stvari. Ne? In je vsakič znova je enako, kakor prvič. In v bistvu je, če tako razmišljam, je to vsakič znova stres. Absolutno. Vsakič znova je stres in zares se prav veliko zelo ne premakne. Recimo vedenski princip psihoterapije, vedensko-kognitivna, včasih je bil samo vedenski, modaliteta je tako, ne znaš plavati, ok, dej, fliknemo te v morje, pa da vidimo, ne, pač nauči se, ne. Kar kruto. Kar kruto, ja, maši ručicama, maši, jebi ga, gre v ta variant. Ne, pač, da se toliko časa, sej paradigma je ta, da se toliko časa izpostavlja neki okoliščini, kateri se človek izogiba, da vidi, prepozna, da je preživel in da nič hudega ni. Ker na koncev vsake poti je pa vendarle potrebno ta fizičen premik v te situacije. Ne morava zdaj midva biti na terapiji, pa nama je vse jasno, mentalno, vendar v življenju se nič ni spremenilo, še vedno ne grem iz stanovanja.
Pač moraš iti iz stanovanja, moraš rit premakniti. Smo telesna bitja in občutki so domena telesa in na koncu, dokler časa ni na tem telesnem, manifestno-vedenskem nivoju stvar speljana in spremenjena, nismo naredili naloge. Tukaj mi je zdaj spet zazvenel, to je dosti podobno, če recimo to dogajanje ločva na, ko si govoril zdaj, teoretičen del in pa praktičen del. Da je pravzaprav tudi na področju, ne vem, izobraževanja enako. Recimo tečajev, če rečem konkretno. Tako, ja. Se pravi, vedno imamo ful poudarka na teoriji, zato ker želimo, da razume stvari tečajnica, ki jih bo potem morala v prakso prenesti. Ampak zelo pogosto se pa tudi pri svojem delu srečam s tem, sem mislila, da se mi je že čisto razparal, pa Ben ne pove. Ne, v redu, čudovito se. Čudovito. Da se dostikrat srečujem s tem, kaj pa jaz rabim teorijo. Ti meni sam pokaž, kako jaz to znam narediti in pol jaz to znam narediti. In se mi zdi, da človek, ki tako pristopi k nečemu, čemurkoli v življenju, brez nekega razumevanja vzadi, ne more biti enako uspešen ali pa nima čisto popolne slike, no. Ja, razumem. A veš, po drugi strani se pa sprašujem, a je to sploh res? Ker so pa stvari, recimo, predvsem na duhovnem področju, v katerih jaz, ali pa astrologije, ne rabim razumeti v piko, ampak jih vzamem za svoje. Okay. Ne, čeprav ni čisto prava primerjava, ker jaz ne bom šla delati astrološkega readinga nekomu, ne. Ona bo pa šla, ne vem, podaljševati trepalence ali pa karkoli drugega delati, ne. Okay. A lahko sploh je eno brez drugega? Ne, jaz mislim, da so to tako, da je to tak preplet in da je v praksi teorija, v teoriji praksa tudi verjetno, ker si človek že predstavlja, ko gleda, že dela, ko posluša, si ob tem, kar sliši, dela svoj film v svojem predstavnem svetu. Tako da tudi že dela. Se pravi, jaz mislim, da ne moramo ne delati brez prakse in ne moramo samo teoretizirati, ne da bi praksirali. Da je eno v drugem. To je podobno kot psihično, duševno pa telesno. Se mi zdi, da je to nek tak princip yin-yang, kjer je eden v drugem in da je to ves čas v nekem zdravem komplementarnem pretakanju, da eno hrani drugo. Da je nemogoče, da bi obstajalo lahko samo teorija ali samo praksa. In da je možno, po mojem, tudi na ta način, da pač samo delam, se mojstrim in sam na nek način delam svoje teoretične zaključke. Se lahko, da so malo drugačni. Lahko, da bom šele čez 2 meseca ali pa po 2 letih prakse prišel do iste teoretičnega nastavka, kakor bi, če bi šel v šolo, povejo to na prvi uri. Ampak mislim, da je tako nemogoče, da skozi prakso ne bi prišel do tega istega teoretičnega, zato ker tudi teorija je verjetno domovala ali pa bila porojena iz nekega praktičnega izkustva. Mislim, da je vedno najprej praktično izkustvo, ki potem ga seveda teoretiziramo, mentaliziramo in predstavimo kot teorijo. Vendar mislim, da je vsaka teorija najprej bila spočeta pravzaprav v enem praktičnem izkustvu. Okay. No. Jaz pa zdaj že spet nekaj drugih vprašanj, ampak se mi zdi, da bom to izkoristila pol. Okay. Praksa versus teorija. No? Bi se vrnila nazaj k izhodišču to, kar sva se na začetku pogovarjala. Pač perfekcionizem, da je to v bistvu samo neka krinka ali neka obramba, ki jo nosimo ves čas s sabo. Kako se pravzaprav lotiti tega problema, če rečeva, rešiti. Se pravi,
se zaveš, da to počneš in greš raziskovati, iz kje to je. Ja, jaz mislim, da če človek ugotovi, da ima težavo s perfekcionizmom, da se zaradi tega občutka, ki mu rečemo perfekcionizem, in glede perfekcionizem je danes beseda, s katero se marsikdo kiti. Jaz sem perfekcionist, veste, to je zdaj, ne tako, to je zagotovilo z visok standard izdelka, ki ga ponujam. In v tem smislu, dobro, ste pravi, smo v svetu, ki je tako vse zmešan. In zdaj, jaz se v bistvu hvalim svojo patologijo. In marsikdaj je res tako, da nekdo, ki je perfekcionist tako globoko v sebi, tako kot sva se pogovarjala in v tem smislu zmotljen in ima v bistvu s tem težave, da ima boljši performance kot nekdo, ki ni perfekcionist. Ker nima tega gnanja v sebi, kot sva rekla, da sem dovolj dober, da sem dovolj pomemben, da sem vreden, samo in potem, ko šele, ko naredim res perfect. In seveda ta performance je lahko veliko boljši, vendar je problem, ker je toliko tega pušanja čez svoje lastne meje, da mogoče prvič uspe, mogoče je ta tretjič v redu, mogoče so ta petič navdušeni, vendar ne tako, zame je to zelo izčrpavajoče. In tlele je tisto odgovor na tvoje vprašanje, ker ne vem, če sem ga takrat odgovoril. V dolgoročnem smislu tak človek je težko zares srečen. Težko je zares uspešen. Čeprav v svoji praksi imam veliko ljudi, ki so prišli zaradi izgorelosti, potem, ko so bili leta precej bolj uspešni, kakor večina, s katerimi so sodelovali. To se pravi, imamo prej zgodovino velikih uspehov, velikih dosežkov, ampak zdaj pa totalno prekurjen in popolnoma neučinkovit. Že leto in pol. Tako, Ja. Okay, to je zdaj cena za ta način. Tako da, kaj sem vprašala? Vprašala sem te, kako pristopiti k temu, ko se ti enkrat zaveš, da se ti to dogaja. Ni nujno zdaj res na poklicnem področju, mogoče tega tam niti nimaš priložnost dokazovati. Začutiš pa to nekje drugje, na svojem življenju. Mislim, če te to ovira, če to prepoznaš kot problem, potem se boš verjetno tega lotil. Mislim, ker dostikrat je, če čisto spet iz svojih izkušenj iz poklica izhajam, Okay. ker tudi imaš težave potem, ne vem, z ljudmi, ki delajo pri tebi, ki pa recimo niso perfekcionisti. Ja. In ti, šef perfekcionista, Ja. pričakuješ, kvaliteta storitve bo tukaj gor. Ja. In samo to je zame dobro. In potem ona da maksimum od sebe, smo tukaj, In kaj zdaj? Ki je še vedno pod tvojim. Je še vedno pod mojimi pričakovanji. In tak človek se v tvoji družbi, če ni vajen tega od doma, da mora biti vse tukaj gor, Ja. ne bo dobro počutil. Drži. Druga stvar, ki sem jo opazila, fotografije so nekaj, kar je na našem področju dela zelo pomembno. Lepa fotka, perfektni make-up, perfektni nohtki, vse mora biti v nulo, na sliki. Okay. In če ti kot salon take fotografije pojavljaš, pritegneš tudi take stranke v salon. Aha. Se pravi, neki iščejo popolnost, Okay. stranka pride, Ja. naročena je pa k osebi, ki pa ni tak perfekcionist kot jaz, recimo, Ja. in imamo spet neko razočaranje. Pri kom? Pri stranki. Kaj pa pri tebi? Dobro, šefici? jaz zdaj sem še šef umaknila, recimo, ampak Aha. tle sta dva, Ja. dve stvari. Ja. Jaz sem pred njo že obdelala, se pravi, a lahko še kaj stisneš, na drugi strani pa stranka pride z visokimi pričakovanji, ker je perfekcionistka, Okay. in je spet ena situacija, ki jo moraš rešiti. Razumem. Te sta dve vprašanje. Prvo vprašanje je za človeka, ki dela. Tlele mislim, da je zelo pomembno, da se loči, recimo ti kot šefica,
da ločimo osebno od profesionalnega. Da se zavedaš, da si v vlogi šefice in da vlečeš, ne da bi vedela in hotla, v to vlogo šefice, to osebno noto perfekcionizma. In da se tega zaveš, da to razumeš in da to sprejmeš in da se s tem šele sedaj lahko to spremeniš. Namreč, ne da rečeš, ok, jaz sem pač profesionalka in profesionalka, kot profesionalka tlele pač nudimo take in take usluge. In poskušamo imeti čim boljši nivo, vendar ne, pač tokle nam nese. Takole delamo. Take ljudi imam, ki delajo pač tako. In se pravi, da se že kot profesionalka, da imam odnos do svojih na nek način podrejenih zaposlenih, kakorkoli, ali pa tečajnic, da se zavedam in da sem takrat profesionalka. In da pustim mogoče v kotu ta svoj perfekcionizem. Ker verjetno boš kot učiteljica česarkoli do svojih učenk veliko bolj prizanesljiva kot profesionalka, ne da bi te motil tvoj osebni perfekcionizem. Zaradi tega, ker polje že tako izabiješ, da tlele pa tole ni, pa tole ni, pa tole ni, pa či vdol padali in ne bo se mogla razvijati. Tako da v tem smislu se mi zdi, da je pomembno ločiti med osebnim in profesionalnim na eni strani. Kar se tiče pa stranke, pa ja, stranka ima vedno prav na eni strani, po drugi strani pa pač se niste edini, ki to počnete in pač, če to ni dobro, pač kjer bo dovolj dobro. Tako da, mi smo pa pač tokle dobri, tokle nam nese in pač, ja, če vam je to v redu, pa ali prav, drugače pa pejte, kjer mislite, da je boljš. Kjer pa boljš, ne? Vse imate možnost, ne? Torej, mi pravzaprav sami, kot, lastniki, lastnice salonov, si delamo medvedjo uslugo s tem, ko kažemo samo popolne izdelke. Ne? Pa ne, mislim, da je to klasična marketinška kaj je to? Pristop, strategija, recimo. Tako, strategija, kjer pač hočem z dobro sliko pač privlačim pač stranke. Ne? Ampak bolj realno bi pa bilo, da bi objavil vmes tudi kaj, kar pa ni čist perfekten, ampak je dosti dobro, ne? Je pa zadovoljuje recimo standarde kvalitete. Ok, to bi bilo mogoče dobro, če bi se pogovarjala z kakšnim marketingarjem. Ok. No, z vidika psihologije stranke, veš, razmišljamo. Ne? Se pravi, imam jaz, kot nekdo, ki ima salon, manj možnosti oziroma potencialnih situacij razočaranja na drugi strani, če ne, če ne podam take storitve, kakor je ona pričakovala, ker je skozi gledala perfect fit, perfect salon je gor, perfektne storitve oziroma pač rezultati dela. Tako da spet smo tle, maska. Je maska, ampak roko na srce, sploh ta industrija beauty, je, mislim, bi bilo čuden, če bi zdaj dejali nekaj napol narejenega v izložbo. Težko si predstavljam, ker pač, sej tudi, ne vem, obleke so pač na slikah tako pripravljene, opravljene, da res dobro izgleda, ampak pokaj dobiš v bistvu ni toliko huda. Pa zmačkana. Ampak na tej manekenki pa res hudo zgleda in to hočem. In jaz si že naredim svoj film, kako bom jaz v tem. Tako da ne gre, mislim, da je prav, da damo maksimalno možno. In seveda, pa imamo še fototuširanje, ali pa ne vem kaj pač, retuširanje, pardon. Še to, da kar že itak je, še izboljšam, še sfejkam. Še spravim na višji level. Zato, da onga na oni strani, ki to gleda, pržgem. Da si on zamišlja, kako bo on hud v tem. In to je tudi pomemben del, zaradi tega, ker pa, pa si, ni čisto, ampak še zmeraj imam ta svoj film. V tem začeten, kako je bilo hudo dobro, ker sem se jaz že samega sebe predstavljal, kako bom hud v vsem tem. Tako da mislim, da to ima svoj, verjetno svojo psihologijo, nikoli se nisem ukvarjal s tem, ampak tako razmišljam, da je pomembno, kaj si človek
s kakšno zgodbo pride že kamorkoli. A ne, in da ta zgodba v njem še vedno odmeva. Res je pa, da lahko to neresoniranje te njegove zgodbe potem s to realnostjo, ki dobi, lahko ga še dodatno frustrira. Da. Ampak to ni več to je pol zdaj že tvoj fight, to je tako, že pač njegova zgodba. Ja. To je pravzaprav to, kar se zelo veliko, o čemer se zelo veliko govori zadnja leta, ne, stranka v bistvu pride po izkušnjo, ne. Vse v bistvu vpliva na to, kakšna bo ona odšla iz salona, ne samo kvaliteta storitve, ne. Da, in izkušnja se začne, ko začne razmišljati o doma. In ko 5krat preden pride, gre gledati na to stran in gleda, in ona ful sama že dela svojo zgodbo. In ta zgodba je najbolj pomembna. Točno to. In ko to zgodbo ugotoviš, ne, ko jo znaš zadovoljiti, pa imaš zadovoljno stranko, ne? Yep. Okay. Klemen, počasi bova zaključila, ampak bi eno vprašanje imam še čisto na konc. Bi pa te prosila, če lahko morda zdaj ti tako po svoje povzameš to najino današnjo debato o perfekcionizmu, tako za en sam up nekoga, ki je takole poslušal, veš. In začel na začetku, pa je vmes pol malo. Škoda zanga. Škoda zanga, ne. Kako bi povzel? Ja, povzel bi, da ne moram biti drugačen in nekaj drugega, kakor zares sem. In da se je to, kar sem, da se splača poznati. In da je lepo, če se učim to sprejemati. Zato, da se lahko potem spreminjam in razvijam in postajam vse to, kar lahko sem. Najboljša verzija sebe. Vsakič znova. Super. Veš, razmišljala sem o tem, kaj bi bila rdeča nit vseh pogovorov lahko. Vseh teh tvojih pogovorov, ki boš imela goste? Vseh pogovorov, ki jih bom imela, ja. Okay. In sem se odločila za eno vprašanje, o katerem sva se sicer midva že pogovarjala, ampak mi bo zanimivo zdaj slišati odgovor. In sicer vprašanje, vprašanje je, če je življenje pač skupek nekih trenutkov, ne? In če bi ti rekla, da lahko podoživiš enega od teh trenutkov, že doživetih, kaj bi izbral? Kjer trenutek bi izbral? Ok. Zdaj si me najdla. Itak rojstvo prvega otroka. Trenutek, ki je bil odločujoč, pa? Trenutek, ko sem ji pogledal v oči in mi je bilo jasno, da se poznava od že zelo dolg. Lepo. Ja. Hvala, ker si to podelil. Ja. Zahvaljujem se ti za današnji klepet. Veselim vseh naslednjih, najnih. Ok. Pa tudi z drugimi gosti. Tak. Ampak v tem trenutku se veselim tega zdaj naslednjega. Nej, ti gre neskončno dobro. Jaz mislim, da sva midva tole dobro upravlja za danes. Super, Miha sva dobro upravlja. In je to samo dober start point za naprej in naj bo samo še boljš. Klemen. Najlepša hvala za poslušanje in za gledanje prve epizode podcasta Odkrito z Nives. Upam, da je današnja vsebina prinesla kakšno zanimivo spoznanje, ki jo boš lahko s pridom uporabila v svojem življenju. Ali pa uporabil, če si moški gledalec oziroma poslušalec. Jaz sem v pogovoru neizmerno uživala. In veselim se vseh naslednjih gostov in gosti, ki še prihajajo iz res različnih področji v življenju. Da ne zamudiš naslednjega oziroma naslednje gostje,
Te vabim, da se kar takoj naročiš na kanal, kjer boš spremljala podcast Odkrito z Nives. Jaz ti pa že zdaj namignem, da naslednja gostja prihaja iz področja lepote, da je lastnica 4 uspešnih lepotnih, frizerskih, kozmetičnih salonov in da je pravzaprav pionirka oblikovanja obrvi pri nas. Najbrž se ti že svita, kdo je to? Z nami bo Viki Leški. Se vidimo.